Evropska unija je skupno 27 držav iz Evrope. V Evropski uniji nas je približno 450 milijonov, v Sloveniji nas je samo 2 milijona, ampak to ne pomeni, da smo mi čisto neki nepomembneži. Slovenija je postala članica Evropske unije leta 2004, 1. maja, da točno skoraj 20 let nazaj, jaz sem bil takrat star 41 dni, da vam lahko z prve roke povem, da si ne znam predstavljati, kako je bilo življenje, preden smo se mi pridružili Evropski uniji, zato pa so me tudi povabili na pogovor k oddaji Svet na kanalu A, da si pogledajte en hitri klip. Mladi moramo biti čim bolj razgledani in kdaj pogledati tudi stran od telefonov. Tako pravi Mariborčan Jaka Krčovnik, ki se je rodil mesec dni pred tem, ko je Slovenija leta 2004 vstopila v Unijo. Jaka je eden izmed redkih v Sloveniji, ki se dejansko preživlja z objavljanjem videoposnetkov na YouTube. Poklicem, ki še pred 10 leti sploh ni obstajal. Z našim novinarjem Lovrom Smrekarjem sta se pogovarjala o tem, kakšno je življenje vlogarja, kako gleda na prihodnost, pa tudi o zanimanju mladih za politiko. Na zadnjih parlamentarnih volitvah je bil Jaka pri le 18 letih najmlajši kandidat za poslanca. Mladi se po njegovo vedno bolj zanimajo za politiko. Jaz mislim, da je bilo včasih, da mlade ne zanima politika, pa ne samo, da nas ne zanima, niso nam pustili, da nas zanima politika. Zaradi tega, ker vedno, ko smo nekaj hoteli zraven povedati, je bilo tako, kaj ti govoriš, če si star 19-20. Dajte nas malo noter, neki delček, da imamo neki glas mladih ljudi, ker mladi se ful bolj razlikujemo, oziroma dosti bolj se razlikujemo od starejših. Čeprav evropske volitve veljajo za manj zanimive, lahko v prihodnosti prav Evropska unija prinese nekatere prednosti za mlade. Vem, da bo šlo na ful boljše, ampak upam, da bo šlo na ful boljše, ker vse, kar lahko naredimo, je lahko upamo, ne. Vem pa, da sem že jaz na boljšem, ko pa so bili moji starši, ker naprimer jaz lahko po EU potujem, pa ne rabim menjati valute, mogo si s pasošem vse posod iti, jaz lahko zarim z osebno izkaznico. Tako da, če sem že jaz na boljšem, ko moji starši, verjamem, da bodo moji otroci še na boljšem, kot sem jaz. Vsaj upam, da bojo, no. Svojo prihodnost Jaka vidi predvsem v digitalnem svetu. Ta se bo po njegovo v prihodnosti še bolj povečal. Dejstvo je, da se nam mladim zdi EU nekaj samoumevnega, saj ne vemo, kako je bilo življenje pred Evropsko unijo. Sem se pa malo pogovarjal z mojimi starši, pa tudi nekaj malega sem si prebral in sem izvedel kar nekaj zanimivih stvari. Ob 20. obletnici Evropske unije se mi zdi pravi trenutek oziroma pravi čas, da se začnemo zavedati, kaj sploh Evropska unija pomeni. In danes vam bom predstavil video par zanimivih stvari o Evropski uniji, to, kar bi mogli skoraj da vsi vedeti, ampak nažalost ne vemo. Zato pa sem jaz tu, da te naučim kaj novega. Začetki Evropske unije segajo po drugi svetovni vojni, ko so se voditelji evropskih držav odločili, da bi bilo pametno mogoče, da se začnemo združevati zaradi tega, ker več nas je, večji smo, močnejši smo, ne? Imamo pa na drugi strani vele sile, kot so ZDA, Združene države Amerike, Kitajsko in pa Rusijo. Tako da pametno ste to pogruntali. Slovenija se je osamosvojila leta 1991 in njen prvi cilj je bil, da se pridružimo Evropski uniji. Seveda pa, da se pridružiš Evropski uniji, moraš izpolniti kar nekaj pogojev, pa seveda vse druge ostale države Evropske unije se morajo strinjati s tem, da se lahko ti pridružiš. EU ima svoj grb in zastavo, ki ponazarja zlate zvezde na modrem nebu. Krog zlatih zvezdic pomeni solidarnost in sožitje narodov Evrope. Do leta 2004 je EU štela kar 15 držav, od leta 2004 pa se je največ držav pridružilo kar 10 novih in med njimi tudi Slovenija. 1. maja 2004 je bilo povsod po Sloveniji veliko slavje, ljudje so imeli velike upe za prihodnost Slovenije, saj so vse dotedanje države EU bile bogatejše od nas. Končno je padla še zadnja železna zavesa, jaz sem vesel, upam, da bo naša prihodnost tako svetla, kot je današnje praznovanje. In kaj je Evropska unija spremenila v naših življenjih? Tukaj za mano je mejni prehod Šentilj. Včasih so tukaj bile večkilometrske kolone, ljudje so mogli pokazati potni list, da so lahko prečkali mejo, smo pa Slovenci bili malo zviti. Moram povedati, da po domače povedano smo švercali stvari iz Avstrije, ampak zakaj? Zaradi tega, ker v Avstriji so imeli stvari, ki jih mogoče v Sloveniji nismo imeli, ali pa so bile bolj poceni kot pri nas. Avte so pregledovali, če imajo zraven kaj ilegalnega, zdaj pa je vse to skupaj lažje, ker je meja seveda z Avstrijo odprta. In tu pa tam še samo pregledajo, če imajo kaj ilegalnega ljudje s sabo, drugače pa lahko kar mirno lepo skozi pičiš. Isto je za mejo z Italijo. EU skrbi, da se tudi manj razvite države hitreje razvijajo,
zato veliko denarja vložijo v objekte, da je država bolj modernizirana. Naprimer, ta stavba za mano, Mariborska zdravstvena fakulteta, je bila skorajda v celoti financirana iz strani EU-ja in še ogromno drugih objektov po Sloveniji. Večina držav EU se je odrekla svoji valuti in so sprejeli evro. Evro vsi dobro poznamo. Evro lahko uporabljamo kar v 20 državah Evropske unije, kar je meni fenomenalno, zaradi tega, ker vem, da v starih časih, naprimer moji starši, ko so šli v Avstrijo, so mogli menjati svojo valuto v avstrijsko valuto in vse je bila neka zmeda, dodatno delo, zdaj pa je to ful lažje, ker lahko dejansko evro uporabljaš v 20 državah. Vsi državljani EU si lahko najdemo službo v drugih državah Evropske unije in podobno je pri šolanju. Vsi poznamo program Erasmus, ki je program za šolsko izmenjavo dijakov. Ful dober program, ki je poskrbel, da lahko naši študentje nekaj časa študirajo v drugih državah EU in obratno. Evropska unija je zelo solidarna. Kako hitro se neke države v Evropski uniji zgodi neka velika nesreča, naprimer tako, kot so se nas doletele poplave lani, nam je EU zelo pomagal in brez njih bi bilo kar težko. Starši so mi povedali, da ko še nismo bili v Evropski uniji, naprimer, ko so šli v Avstrijo po nakupe, se niso javili na telefone, razen če je bilo res kaj hudo nujnega, zaradi tega, ker če so se javili pa pogovarjali po telefonu, je račun prišel domov po lahko več 100 evrov. EU je poskrbela, da lahko v bilo kateri državi, ki je v Evropski uniji, normalno komuniciramo po telefonu in je isto, kot da bi bili doma. Evo, zdaj sem vam naštel par prednosti Evropske unije. Upam, da vam je to pomagalo, da si znate malo bolj predstavljati, kaj točno Evropska unija je in kaj točno dela. Da vas pa čisto vse pozovem, 9. junija so evropsko parlamentarne volitve, da lepo prosim se vsi udeležite, zaradi tega, ker nazadnje, ko so bile te volitve, se je tak 30% Slovenije oziroma Slovencev udeležilo, kar je slabo oziroma katastrofalno. Dajmo te številke dvigniti, zaradi tega, ker čisto vsak glas šteje, tudi tvoj.